Lucija, a lahko to ostane med nami? Ja, Sara, itak da. To je Rabbit vibrator, ful je zakrivljen, to zdaj opisujem za tiste, ki sam poslušate. Ful je zakrivljen, tako precej debelo to glavo ima, ki gre noter in pritisne tudi na G točko. Kar me je pa najbolj zanimalo pri njem je pa tale rokica, ki pride na klitoris, zato ker je tako prav posebne oblike. V bistvu je cel vibrator v taki obliki črke G in ta rokica je kot tista ravna črta, ki naredi pač G, da ni C, ampak je G, ne? A štekamo, kaj mislim. In v glavnem, Sara me gleda, kot da ne šteka, kaj mislim, čeprav gleda, kaj imam v roki. Skratka, to je v bistvu, kako se temu reče, dup enega ful znanega vibratorja, ker pač Satisfyer dela v bistvu take dupse. Oni v resnici malo kradejo ideje. Ja, a nisi pogruntala? Pač oni tako, Satisfyer je tako dosti dostopna znamka, ki ima ogromno različnih igračk in oni se mi zdi malo gledajo, kaj drugi naredijo. Jaz ne verjamem v kradenje idej. Zares. Mi smo tudi Mislim. ukradli idejo, da bomo imeli podcast pol. Pa jaz, da bomo imeli erotično trgovino, pa te cake popsi so tudi že bili. Ja ne, ampak a razumeš, pač ena znamka naredi nekaj inovativnega in pol Satisfyer vidi to in reče, bomo mi to naredili za manj denarja. Pač dup je to v glavnem. In me je ful zanimalo, kako mi bo všeč, ker je ta roka tako narejena, da naj bi stimulirala klitoris, pač ne glede na to, kje je, ne, ker je tako take posebne oblike, tako je zavihana in vse. Ful sem se veselila tega, da je tale del, ki gre not v nožnico, ful debel, ker jaz načeloma imam rada take stvari, ki te v rang zapolnejo, pa ki je tako res zavihana gor na G točko. Ampak ne vem, meni je bil kar predebel pol na koncu. Pa se spomniš tizga? To si že zadnjič rekla, neki so ti predebele stvari Pa zadnjič. kaj jaz vem, kaj se dogaja? Ampak recimo, a veš, fantazijski del, do koga imam, tisni pa ni bil predebel. Sam, a veš, prvno pa je res, da so tako te spirale in v resnici zgleda ful bolj debel, kot je. Tako da kaj pa jaz vem, pa mogoče sploh nisem toliko za te debele stvari, kot sem mislila. Ja, strokovnjaki bi rekli, da si premalo časa vzameš. Iskreno? Ti si Iskreno. ta strokovnjak, sem mislila. Ja, iskreno sem si po mojem res premalo časa vzela. Pa sem še tako najprej eno drugo, ker sem bila tako na to bom pol, zato ker ta gre noter. Pač, Sara je skozi govorila, da so ji razni te vibratorji, ki grejo noter high effort. In jaz sem bila skozi, kaj ti govoriš, to ni high effort, to ni nič takega. Jaz sem zdaj ratala ta oseba, ki pravi, da so ene stvari high effort in meni je zdaj ta high effort in moj bog, ne vem. Tako bom rekla. Jaz sem ga hotla še danes zjutraj še enkrat sprobati, da vidim pač, aj to ali ni. In pa sem prepozno ostala in ga nisem. Tako da, jaz ga moram še enkrat testirati, ker meni trenutno... S kako motivacijo si ga testirala? Kako? Ja, iskreno, tudi to je ful dobro vprašanje. A veš, ker a ne, če testiramo nekaj takega, samo zato, ker pač rabim jaz izkušnjo, rabim jaz to imeti testirano in rabim jaz vedeti, kako se, ne vem, jaz odzivam in kako se moje telo odziva, je to v bistvu zgrešen point, ker ti, ne vem, jaz bi rekla par procentov užitka in drugačnih občutkov po defaultu vzame. Kako bi bilo biti neobremenjena za tem, ampak pač samo ujeti en moment, ko si ti res želiš to sprobati samo zaradi sebe. Ne zaradi, ne vem, testiranja. Ne Teh vem. momentov je trenutno zelo malo, bi jaz rekla. Ob vsem delu se moraš včasih malo spraviti. Ja, kaj pa pričakujemo, a ne? Od terapeutke, kakor to, da nam bo servirala resnico, dejstva. To je moj moto terapevtski. Ljudje k meni pridejo po iskrenost. In jaz sem ljudem dolžna dati iskrenost, a ne? Iskrene odzive, iskrene reakcije. Ampak ja, okej, niste tukaj na terapiji, a ne? Ampak sam pripomnim, a ne? Svoj del. To je ful dober point, zaradi tega, ker v teoriji, po mojem, bi meni ta mogel biti čist super. Tudi všeč mi je, ker je res gibljiv in prilagodljiv. Mogel bi pasati tako lepo noter, ker niko, ker recimo enkrat sem enega sprobala, ki je bil eni moji kolegici ful všeč, ampak je bil ful trd, ful ni bil neki gibljiv, isto je bil nek rabbit. In mene je motil, ker ni si ga mogel prilagoditi, da je zadev tam, kar rabiš. Ta pa je dosti prilagodljiv, ampak ja, mogoče sem res preveč bila moram zdaj to testirati vse, zato da bom imela v podcastu kaj zapovedati. In kakšna stvar se je še vsem dobro obnesla, recimo za G točko, ne? Ampak ja, premalo
Ker jaz zadnje čase nimam nekega visokega libida, ampak jaz vem zakaj. Vem, da je zaradi tega, ker imam toliko enih stvari, enih obveznosti, enega stresa, da je to tako, kot sam še ena obveznost. Namaz, da bi mi bila sprostitev, mi je še ena obveznost. In pol, recimo, za namene podcasta je pač Sara iz Pitch Popa je Sara naročila cel kup teh seks igrač, ki jih moramo zdaj testirati, kar bi bilo zame pač ne vem, let nazaj, tako Christmas came early in zdaj bom jaz vse to lahko uporabila. Zdaj mi je bilo pa tako, še vse sem se veselila, ful mi je bilo dobro, vse sem odprla, sem tako, wow, ko mi čakam, da vse to sprobam, ampak pol, ko moram si pa najdati čas v dnevu, ker včasih je pač treba se prav spraviti, mi je pa kar res obveza. Veš kaj? Veš kaj? Meni se zdi, da moramo imeti malo stran od teh klasik. Kaj če bi moramo iti zdaj na misijo, kako najdati spet svoj libido in bi mogoče mogli malo druge stvari uporabljati, take, s katerimi bi bolj čutile svoje telo. Recimo, ne vem, kaj če bi žgečkalo testirale. In pol bi tu, kar je Maja zadnjič nagovorila, kaj je bila tle, ne vem, zavestno si morala vzeti čas in testirati nekaj, kar je čist drugega kot ti vibratorji, ki ti pride z njimi. Veš, kaj mislim? Kakšnega steklenega bi rabila. Ja, da bi šle malo v drugo smer. Zdaj bomo mogli novo škatlo naročiti. Mislim, mogle. Zdaj bo izziv. In kaj, če gremo malo bolj tako, ja? Ja, dajmo. Sam pa se mogla pa res čas vzeti. Ja. Veš, zato si ne rabi. Ampak veš kaj, boljš, da si ga vsaj namensko vzameš, pa imaš nekaj tazga, kar gre v isto smer, kot si ti zdaj, ko pa da imaš nekaj, kar gre proti tebi. A veš kaj, ti še povem, kaj je pri meni problem, iskreno. Jaz, če bi bila tako res sama doma, bi lahko takrat, ko mi zapaše, ampak meni pa včasih zapaše, pa je ne vem, lih moja sestra doma in kaj jaz vem, kdaj bo ona se jih spomnila, pa bo tako, jaz bi pa zdaj malo z Lucijo pohengala in mi bo ona uletela in pač jaz ne moram lih, a veš, če jaz mislim, da lahko mi kdo uleti, pol ne vem, kaj pa zaklen vrata? Ja pa, še vsem. Če mi bo ona potrkala na vrata, pa se ne bo namerno, kaj ona pričakuje, da mi je zdaj tam sred dneva bila. Kako že tvoja sestra ime? Ne bom povedala. Noče biti v glavnem, jaz bom nekaj povedala. Kamero name. Lucina sestra, dej preden greš k Luciji gor, dej poklič ali pa napiš sporočilo. Ne, mi da so v istem štuku. Ona je pač, to ni. Ja, dej, pismo. Ja. Pač to je tako, pač se meni je ful cute, da veš, ona ne vem, ona pa tudi dela popoldne velikrat, a ne, jaz sem itak dopoldne doma, ker imam svoje stvari za delati. In pa pride, da vem, za 10 minut malo pohengati. Ok, razumem. Tako da, to je tudi mal problem, ker jaz nimam te zasebnosti, kakor bi jo potrebovala. Tako da to moram nekaj ugotoviti. Bom pa naštudirala nekaj, ker mi je všeč ta ideja, da naredimo neki izziv. Skratka, jaz bom dala tej še enkrat eno priložnost. Jaz se opravičujem, ker zdaj to ni bil tak review, kakor bi si ga želela narediti. Za enkrat je tole neodločeno. Ma ful potencijala, jaz bom to enkrat vam drugič povedala. Bom tako, ne bo posebej za to še enkrat segment, ampak bom samo update vam naredila enkrat v prihodnosti, ok? A je to v redu? Ja, mislim, tu mene sprašuješ? Ja, vse gledalce vaju. Drugač tu meni se ne zdi to neka taka stvar, da ti moraš zdaj to sprobavati, tudi če ne bi hotla. Jaz hočem, fora je v tem, da jaz hočem sam. Škaj sem zdaj pomislila? Pa mesi bi mogla kdaj iste stvari probati. Ker jaz vidim ful potencijala v tem, recimo. Ako še vzela domov, pa ga sprobala? Tega se ne dela, gledalci. Posoja, igračk. Ampak ja. Pa se tem smo že enkrat govorili. Ja, vem, no, pa da poudarimo, da ne bo rekla, da jih narobne stvari učimo. Ja, ok, ja. Jaz bom straight forward danes. Čak še da povem, če bi radi to igračko sprobali vi, ali pa kakšno drugo, jo dobite na Pitch Popu in imamo tudi kodo med nama 10.